Tako, nadaljujemo z naslednjo lastnostjo naše funkcije, in sicer predznak, ne. Zadnjič smo imeli naraščanje pa padanje. Tukajle vas moram opozoriti, da sem eno lastnost zaenkrat še pustila v primeru, da gremo po tistih pomembnih, in je to druga lastnost, predznak funkcije. Predznak števila, na primer, je plus oziroma minus, ne. Plus pomeni, da je pozitivno. Minus pomeni, da je negativno. No, in nas bo zanimalo, kdaj so funkcijske vrednosti pozitivne oziroma kdaj so funkcijske vrednosti negativne. Če si na hitro vzamemo en graf in recimo, če pogledamo eno točko, ne vem, recimo imamo točko A, 5, 3. Za točko A, 5, 3 bi mogli iti pač 5 v desno in navzgor 3, ne, in bi dobili tule točko A. Zdaj me pa zanima, če čez to točko poteka ena funkcija, ali je funkcija v temle, ali je njena vrednost pozitivna v tej točki. Ja, poglejmo zdaj, ne. Njena vrednost pri številu 5 je 3, se pravi tale trojka. In 3 je pozitivno število. In zato je tudi funkcija tukaj pozitivna. Kaj pa tule, ne, bi bila funkcija pozitivna? Ja, spet pogledamo. Ja, funkcija je še vedno pozitivna, to bo recimo, ne vem, 1,5 ali pa kaj takega. Se pravi, funkcija ima vedno pozitivno vrednost, dokler je nad x osjo. Zato, ker y je pozitiven v tem delu koordinatnega sistema, v zgornjem delu. In če je naša funkcija v tem delu zgornjem pozitivna, potem je pozitivna, mislim, če je gor, potem je pozitivna, tako, ja. Če pa je dol, pod, je pa negativna, ne, se pravi. Zdaj pa je treba to nekako napisati oziroma prebrati. Kako bi zdaj označili, recimo, če tule -2, kako bi označili? Tole je točka, ne, v kateri se nam prelomi. Od te točke naprej gre nad x osjo, od te točke nazaj gre pa pod x os. Ta točka recimo v našem primeru je -2. Zato, ker pač moramo pogledati funkcijo, ki je nad x osjo. Zdaj ne moramo reči, ja, y je večji od 0 pa do neskončno. Ne moramo tako povedati naraščanja. Nas vedno zanima naraščanje oziroma padanje tudi po x osi. In ker je funkcija od tega do tega dela pozitivna, moramo jo mi spet tako, se spomnite, ko smo jo dol spustili, in reči, začne se v -2 in gre do neskončno. Tako. Se pravi, to je zdaj neki uvod, zdaj bomo pa to nekako napisali s teorijo, pol bomo pa poskusili pri raznoraznih funkcijah prebrati. Ne? Ni tako strašno, kot se sliši. Se pravi, funkcija je pozitivna, kadar je njen graf nad x osjo, in obratno, ne. To pomeni, funkcija je negativna, kadar je njen graf pod x osjo. Da bi pa to z znaki napisali, bomo pa rekli, ne, takole f od x je pozitivna, ne, če velja, ali pa vrednosti te funkcije so pozitivne, če velja, da so večje od 0, ne. In pa f od x je negativna za tiste x-e, ne, če velja, da je f od x manjši od 0. Tako, in mi za x-e potem moramo povedati, za katere x-e je negativna oziroma za katere x-e je pozitivna. Zdaj pa gremo kar k vaji. Tole bom zbrisala.
In bomo rekli takole. Eno funkcijo bomo dali. Koordinatni sistem nam je nekam ušel, tako da ga bom mogla kar sama. Takle. Da vidimo, če bi lahko takole. Evo ga, tole bo že boljše za tole našo risanje. Takle. Pa dajmo si narisati en koordinatni sistem. To je x-os, to je y-os. In dajmo eno funkcijo. Na primer, funkcija gre takole tule gor, zavije navzdol. Pa recimo, da tule zavije navzgor. Pa še tule navzdol. Tako ravno, bolj kot ne dol. V glavnem, tu gre strmo navzdol, tu gre strmo navzdol, tu sta pa dva hribčka, ne. Pa naj bo tule -4. Tule naj bo 4. Tule naj bo 6, ne. In tule naj bo 3. To je zdaj ta funkcija. In zdaj najprej bomo funkciji določili, kje je pozitivna. Kje je, potem pa še, kje je negativna. Pozitivna je tam, kjer so njene vrednosti večje od 0. Se pravi, nad x-osjo. Gledamo nad x-osjo in bom jaz rajši takole označila, kje so zdaj vrednosti, ki so nad x-osjo. Tule je x-os in nad x-osjo gremo zdaj tale hribček. In pa tale hribček. Vmes se pa tule dotakne x-osi, to pa moramo malo popaziti. Se pravi, tu je pa 0, ne. Mi moramo pa zdaj povedati, za katere x-e to velja. Zdaj pa za katere x-e to velja. Te x-e dobimo pa tako, da tole našo funkcijo preslikamo navzdol dol. Se pravi, v tale del. In pa v tale del. Zdaj moramo pa te intervale, se pravi, vse slikamo navzdol, zdaj moramo pa te intervale označiti. Tukajle, če bi tako pogledali, se začne pri -4, pa gremo do 0. Se pravi, označimo x je element od -4, to je od tule, in se premaknemo po x-osi, do kam je še? Do 0. Se pravi, gre od -4 do 0 in nadaljujemo pa kar od 0 in se prestavimo do 3. Se pravi, 0 do 3. In to je rešitev. Kje je zdaj naša funkcija pozitivna? Pozitivna je tam, kjer so njene vrednosti nad x-osjo in to je v območju od -4 do 3. Zdaj pa gremo pogledati še za negativno. Negativno je pa tam, kjer je graf funkcije pod y-osjo, to pomeni tule in pa tule. Zdaj pa isto moramo prebrati intervale po x-u. Tako da moramo zdaj tele vrednosti vzeti in jih odnesti do x-osi, ne. Se pravi, vse do gor, da vidimo, kje vse so te vrednosti na x-osi. In še tako naprej, ne. Do neskončnosti bi tole šlo. Ker ta funkcija gre še tudi navzdol, ne. Se pravi, vse to bi bilo pa pod x-osjo. In
Zdaj je naša naloga, da preberemo ta interval. V tem delu je zdaj negativna. Vedno začnemo z x-om. X je element, od kje se začne? Začne se pri minus neskončno in gre do -4. In drugi del se pa začne tule pri trojki in teče vse do konca, to pomeni do neskončnosti. Tako. Se pravi, pozitivna je tam, kjer so vrednosti nad x-osjo, negativna je pa tam, kjer so vrednosti pod x-osjo. Vedno pogledamo najprej krivuljo, potem pa to krivuljo prenesemo do x-a in da vidimo, v katerih vrednostih x-a ima zdaj te negativne vrednosti.